Objestna in nevarna vožnja, vse več prometnih nesreč, predelani mopedi. Na obali, predvsem v Kopru, je vse več težav z vozniki mopedov. Večino prekrškov naredijo mladoletniki, ugotavlja policija. Mladoleten je tudi voznik mopeda na posnetkih, ki so zakrožili po spletu in sprožili val ogorčenja. Policisti so fanta, ki jih je izzival z vratolomno vožnjo in metanjem jabolk v policijsko postajo, izsledili. Jaka Vrana. Objestna hitra vožnja, malce po cesti, malce po pločnikih, velikokrat zelo nevarna, predvsem za pešce. Težava obstaja, že leta opozarjajo predvsem Koprčani, policija ugotavlja, da je iz leta v leto huje. Povečuje se problematika povezana z mopedi. Kaplja čez rob je bila objava tega videoposnetka, kjer mladenič takole po noči izziva koprske policiste, vožnja po zadnjem kolesu pa v napačno smer, hupanje, v drugem posnetku pa še ena predrznost, metanje jabolk v policijsko postajo. Policisti so zavarovali posnetke na spletu, kako tudi druge posnetke varnostnih kamer in intenzivno zbirali obvestila. Zbrali smo dovolj dokazov, da je kršitelj 15-letni mladoletnik iz območja Kopra. Na sodišče so že podali obdolžilni predlog. Mladoletnika je policija že obravnavala zaradi prometnih prekrškov, mu tudi zasegla moped, a kot se večkrat zgodi, ga po plačilu kazni sodišče vrne lastniku. 62 mopedov so zasegli letos, ugotovili so več kot 500 prekrškov. Več kot polovica teh udeležencev je bila mladoletnikov. Kršitve so pa najrazličnejše, od objestne vožnje, vožnje po zadnjem kolesu, vožnje brez zaščitnih čelad. Zato so letos še nekoliko poostrili nadzor, ki je sicer zahteven, saj mladostniki z mopedi velikokrat bežijo pred policisti, zato apel velja predvsem za starše. Na tem mestu bi opozorili, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike, tako pri njihovi vzgoji, kako tudi nadzorstvu. Gre namreč za nevarno početje, ko mladoletniki upravljajo predelana vozila. Da gre za nevarno ravnanje, kaže tudi statistika. Samo letos je koprska policijska uprava med mopedisti obravnavala že 92 nesreč, pri tem se je huje poškodovalo 9 oseb.